Galerija Muzej Lendava predstavlja 135 del litografij in plakatov iz zasebne zbirke Richarda Mayerja iz Bamberga, ki so delo Marka Chagalla pod skupnim naslovom Stvarjenje in Biblija. Lani smo praznovali 130. obletnico rojstva velikega slikarja in velikega humanista Marka Chagalla. Rojen je bil 7.7.1887 v Vitebsku v Belorusiji kot Mojše Zaharovič Chagallov. Njegov oče je bil Sahar, mama Feige Ita in se je rodil kot prvi otrok od 9. Leta 1906 se vpiše na likovno šolo slikarja Pena v Vitebsku, vendar je bila zanj preveč realistična, zato jo kmalu zapusti, vendar pa ohrani prijateljstvo do svojega starega učitelja. Leta 1907 je prvič potoval v Sankt Petersburg na akademijo. Policija ga je tedaj vrgla v celico zaradi klateštva. No, kasneje, ko so ga izpustili, se je preživljal z izdelavo reklamnih izveskov, tedaj si je pridobil celo nekaj kupcev, ki so spoznali njegovo nadarjenost. Lahko se je vpisal na akademijo, ki pa jo po 2 letih zapusti, ker da so profesori navadni povprečneži. Leta 1909 je v Vitebsku spoznal Belo Rosenfeld, njegovo kasnejšo prvo soprogo, Zlatarjevo hčer. Leta 1910 je prvič potoval v Pariz pri 23 letih. V Parizu se je tedaj nekako poslavljalo od fovizma, pričel se je kubizem z Picassom, Brackom, Legerjem, Delaunayjev orfizem, ki je tudi imel velik vpliv na Chagalla in Guillaume Apollinaire s svojo poezijo. Chagall je bil skoraj obupan in se je želel vrniti domov, vendar ga je premamilo pariško slikarstvo in je pričel ustvarjati. Seli se iz ateljeja v atelje, dokler ne konča v tako imenovanem čebeljem panju, kjer so živeli tudi drugi umetniki, vendar so med drugo svetovno vojno od tam nacisti deportirali kar 80 židovskih umetnikov. Leto 1912 označuje njegovo prvo razstavo v salonu neodvisnih v Parizu in kasneje tudi na jesenskem salonu. Leto 14 označuje njegovo prvo razstavo v Berlinu, kjer naj bi celo prodal vse slike. Nato potuje v Vitebsk, vojna izbruhne in nažalost je zaradi tega izgubil slike tako v Parizu kot tudi v Berlinu, tako da jih tudi kasneje ni mogel več povrniti. Leta 1915 se je poročil z Belo Rosenfeld v Moskvi, vendar mu je tast tedaj pomagal, da mu ni bilo treba na fronto, tako da je delal v neki pisarni. Tam je začel pisati tudi svojo avtobiografijo, ki jo je izdal leta 1922. Lahko pa je doma tudi slikal, tako da je istega leta na razstavi v Moskvi dosegel izjemen uspeh. Hvalili so ga kot čudežnega dečka in celo Boris Pasternak ga je pohvalil. Tega leta se seli v Sankt Petersburg, kjer mu ponudijo celo mesto ministra za kulturo, seveda po odstopu carja, ampak je to odklonil in se z Belo raje vrnil v Vitebsk, kjer so ga slavnostno pričakali. Leta 1916 se je rodila njegova hčera Ida. Čez 2 leti so ga imenovali za komisarja lepih umetnosti v guberniji Vitebsk. Za vodjo akademije je imenoval svojega starega profesorja Pena in priredil svečanost ob prvi obletnici oktobrske revolucije, kjer je angažiral vse umetnike mesta za veličastno proslavo. Vendar se je sam spraševal, zakaj je krava zelena in zakaj leti konj v nebo, kakšne zveze ima to z Marksom in Leninom. Leta 19 je dočakal rojstvo drugega otroka. Preselili so se v bedno kočo, popolnoma se je razočaral nad bolševistično oblastjo, bil je brez sredstev za preživetje in za delovanje akademije.
Leta 1922 dobi vizo za razstavo v Vilniusu, saj takrat Litva še ni bila okupirana. Nato je zbežal v Berlin, kjer se mu kasneje pridruži celotna družina. Naslednje leto se je priselil v Pariz, kamor ga je povabil znani galerist Ambroise Voillard. Naslednje obdobje prinese relativno blagostanje in veliko popotovanj z družino po Franciji. Leta 1926 so mu priredili prvo samostojno razstavo v New Yorku. Leta 1931 je potoval za 3 mesece v Palestino, ki je bila tedaj pod mandatno upravo Velike Britanije. Obiskal je Jeruzalem, Tel Aviv in Safed, študiral je pokrajino Svete dežele, njegovo slikarstvo pa je nekako postalo žalostno, depresivno. Leta 1937 si je pridobil francosko državljanstvo, vendar ga v Tretjem rajhu uvrstijo med entartete Künstler in zažgejo njegove slike, kolikor jih je pač uspelo jim najti. Zanimivo je to, da slike enostavno ni mogel dobiti nazaj, vendar so jih nacisti nekako našli, izbrskali in jih zažgali. V tem obdobju spozna Pabla Picassa. Chagall ga je občudoval kot umetnika, navdušil pa se je tudi nad Rembrandtom in v tem obdobju se pojavi izrazita religiozna motivika z enim čudovitim delom, kot je Belo križanje iz leta 1938. Leta 1941, ko so nacisti že ukorakali v Francijo, so ga komaj uspeli prepričati za potovanje v Združene države Amerike na povabilo Newyorškega muzeja of Modern Art. Ni se namreč zavedal nacističnih groženj, šele ko so ga v Marseju aretirali, je spoznal resnico in se odpravil z družino na potovanje v Združene države Amerike. Med leti 1941 in 1948 je živel v New Yorku in okolici. Njegov galerist postane Pierre Matisse, sin Henrija Matissa, ki ga je propagiral med zbiratelji, vendar žal mu je v tem obdobju umrla soproga Bela zaradi napačnega zdravljenja bakterijskega vnetja in pomankanja penicilina, seveda, ker so ga vsega porabili za vojake. Tedaj se pa zbližal z že poročeno hčerko Ido, ki je pričela zanj skrbeti. Leta 1946 mu newyorški Museum of Modern Art priredi veliko retrospektivo njegovega dotedaj že 40-letnega opusa in razstava se prenese v Chicago. Leta 1948 se je preselil v Pariz in nato na Azurno obalo v Orgeval. Njegova hiša postane zbirališče znanih umetnikov in galeristov, razstave prireja po vsej Evropi, na Bienalu v Benetkah sodeluje, tam je dobil tudi nagrado za grafiko, ustvarja prve keramike in hčera Ida postane njegova desna roka. Leta 1952 se je poročil z Valentino Vavo Brodsky, rusko intelektualko in tudi begunko. Po letu 1960 je ustvaril veliko monumentalnih del, kot je stenska poslikava foajeja gledališča v Frankfurtu, vitraž za sinagogo v bolnišnici Hadaš v Jeruzalemu, vitraž v stavbi Organizacije združenih narodov v New Yorku, stropna poslikava Pariške opere, stenske poslikave Metropolitanske opere v New Yorku in tako naprej. Leta 1969 je doniral francoski državi 17 slik iz zbirke Message biblique, torej biblijsko sporočilo, ki kasneje postanejo jedro muzejske zbirke. Leta 1973 je doživel odprtje svojega muzeja v Nici na pobudo ministra za kulturo Andreja Malroja kot prvi francoski slikar, ki je doživel to čast še za življenja. Nekoč je dejal, da je njegova največja želja, da bi se na odru njegovega muzeja objela Jud in Arabec. Žal se mu ta želja ni uresničila. Umrl je 28. marca leta 1985 v Saint-Paul-de-Vansu na Azurni obali. Na pogrebu ga je pospremila velikanska množica ljudi, med drugim pa tudi rabin, katoliški škof in protestantski pastor. Takšnega omaža verjetno ni bil deležen še noben umetnik pred njim.
Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus, danes se nahajamo na Lendavskem gradu. Predstavljajo razstavo Marka Chagalla, beloruskega umetnika judovskega porekla, ki pa je na čudovit način združeval judovsko tradicijo z krščanstvom. Prav zaradi tega je izjemno zanimiv in morda celo unikaten slikar prve polovice 20. stoletja. Z mano je gospod Dubravko Baumgartner, direktor Galerije muzeja Lendava. Gospod Baumgartner, tokratna razstava Marka Chagalla sodi v vrsto reprezentančnih razstav, ki so resnično na nivoju srednjeevropske, pa dejal bi celo celotne evropske galeristike. In tukaj ste predstavljali že tudi grafike Rembrandta, Miroja, Picassa, Dalija, skratka samih eminentnih likovnih ustvarjalcev. In tokratna razstava prihaja iz Nemčije, točneje iz Bamberga, iz Nemčije. Tako, nekako leta 2009 smo zastavili ta koncept velikani svetovne likovne umetnosti na Lendavskem gradu z prezentacijo razstave Viktorja Vazarelija. In to je bila ena taka prva večja razstava pomembnih avtorjev 20. in 20. stoletja in praktično nekako smo ta koncept držali se do zdaj in razvijali. Zadnja leta, nekako zdaj že, to je 5. že, da sodelujemo z istim zbiralcem, Richardom Mayerjem iz Bamberga. Praktično nam je on tudi že posodil prejšnje razstave Dalija, Goje, potem Miroja, Picassa in tokratna predstavitev je pač Chagall. Zdaj na tej razstavi imamo za osrednji del postavljeno pač to biblično tematiko, s katero se je Chagall ukvarjal približno 25 let. In nekako je vedno želel pač spoznati te pokrajine v Palestini. In to mi je tudi uspelo v 30 letih, ko ga pač založnik poslal v Palestino in mu pač zagotovil to bivanje tam, kjer je kar nekaj časa prebil in se tudi pač seznanim z temi ikonografskimi zadevami okoli Stare zaveze in to tudi v grafikah upodobil. Poleg tega pa razstavo spremljajo še grafike različnih ciklov. Tu moram omeniti, da so vidni pač grafični listi iz cikla Cirkus, potem Zaljubljenci, Akti, Vaški motivi. Poleg tega pa še ena popestritev razstave pa je tudi to, da so na ogled plakati iz njegovih razstav po svetu. Torej, ta razstava bo na ogled vse nekje do septembra meseca? Do konca oktobra je na ogled. To je v bistvu zdaj že ena ustaljena praksa, da čez glavno sezono nekako imamo te razstave. Tudi obisk lanski je bil zelo dober, moram reči, da smo presegli 20.000, ta magična številka bila za nas in enostavno je bil smo bili zelo zadovoljni z Dalijevo razstavo in praktično težimo k temu, da tudi to številko presežemo z letošnjim obiskom. Med drugim, torej poleg slovenskih obiskovalcev, je seveda ogromno tudi madžarskih, pa verjetno tudi Avstrijci prihajajo, tako da dejansko Lendava en kulturni center postala v Sloveniji, en močen kulturni center. Tako, poskušamo biti v bistvu nekako en center, tako rekoč, in si ustvariti en renome
v slovenskem prostoru. In nekako Lendava se tudi zdaj pripravlja na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, tako da vsi ti programi nekako težijo k temu, da se ta praksa tudi potem, mislim, podpre to kandidaturo. In v bistvu tudi v prihodnje si želimo tovrstnih razstav. Že v bistvu imamo dogovorjene razstave, tako da bomo izvajali tudi naslednja leta, s tem, da bo razliko to, da bomo pač imeli že dva taka velika imena, dve razstavi bomo gostili. Eno pač poletno oziroma spomladansko in poletno sezono, drugo pa jesensko in zimsko sezono. Tako da na Lendavskem gradu bo vedno pestro. Čudovito. Vsako razstavo pospremi tudi zelo kvaliteten katalog, kot tudi tokrat, za strokovnimi besedili in dejansko se da videti ravno po katalogih, je vsakemu obiskovalcu takoj jasno, kakšne kvalitetne razstave prirejate. Vse katalog je pravzaprav edino, kar ostane nekako po razstavi. In tudi tokratni katalog je izjemno kvaliteten, pospremljen z barvnimi fotografijami. Zdaj na tej razstavi so večinoma barvne litografije, poleg plakatov. In na steni ene od soban je napisan en citat Chagallov, da takrat, ko se sklanja čez litografski kamen, nekako utopi vse svoje skrbi. Torej, zdi se, kot da je nekako v zamaknjenosti ustvarjal te litografije barvne. Tako da ja, gre resnično za en opus, ki je specifičen. Chagalla poznamo bolj ali manj po njegovih slikah v tehniki olja na platnu, medtem ko so pa njegove grafike, tudi litografije, seveda vključno z njimi se verjetno največ se ukvarjal prav z litografijami, pa so tudi, kar se tiče ikonografije, nekoliko drugačne. Skratka, kot grafik je bil drugače se je izražal kot v samem slikarstvu. Ja, tako je. Litografija je nekako mu nudila to možnost, da se v bistvu lahko prosto izraža oziroma mu je nudila širok spekter te likovnosti in je to praktično ta tehnika tudi zagotavlja te stvari, vsekakor. In tu se je on našel. On je bil zelo dober slikar in ta tehnika je tudi, tako rekoč, najbolj slikarska od vseh tehnik, grafičnih. In pa samo, če pogledamo te razstavljene grafike, nam takoj povedo, da je bil mojster litografije in je znal narediti dobro grafiko. Gospod Dubravko Baumgartner, želim vam veliko ustvarjalnega uspeha v vašem likovno-umetnostnem ustvarjanju, seveda, in pa kot direktor Galerije Muzeja Lendava vidim, da imate veliko načrtov, projektov in seveda vse dobro. Upamo, da bo ta projekt, torej Evropske prestolnice kulture Lendava 2025 tudi uspel in o tem ne dvomimo. Hvala lepa za tale pogovor, spoštovane gledalke in gledalci. Toliko iz Lendavskega gradu, hkrati vas pa povabim tudi k ogledu te čudovite razstave. Se gre za enkratno priložnost, ki je morda v Sloveniji zdaj pa več ne bomo deležni.